Dobro, v tem drugem delu bova s kolegico Branislavo Vičar z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru predstavila transvključujočo rabo jezika. Z Branislavo se v bistvu že kar nekaj let, oziroma mislim, da bo to zdaj že 8-9 let ukvarjava s to temo na nek način. Nekako sva se začela s to temo ukvarjati iz neke čiste znanstvene radovednosti v bistvu, ki se je potem seveda podkrepila tudi z neko angažiranostjo tako v družbi. In sva naredila pač nekaj raziskav z tega področja in vam bo danes torej predstavila te transvključujoče smernice, ki jih bova proti koncu leta nekako nadgradila in jih prikazala na nek celovit način. Tako da Branislava, mogoče bi kar začela z uvodom. Ja, torej vključujoča raba jezika oziroma vključujoč jezik je zelo aktualna tema, vse bolj v zadnjih letih, tako na družbeni ravni, ker se družba vendarle vse bolj senzibilizira do vprašanja spola, kot tudi na znanstveno-teoretski ravni, kajti to je pravzaprav konstantno tema sociolingvističnih in tudi drugih širših jezikoslovnih simpozijev. Mogoče za začetek samo en kratek komentar k terminologiji. Zdaj rabljen je tudi termin spolno občutljiva raba jezika, poleg spolno vključujoče rabe jezika, s tem, da spolno vključujoča raba jezika vse bolj nadomešča ta prvi termin spolno občutljiva raba jezika, ker spolno občutljiva raba jezika vendarle ima v sebi neko mogoče to čustveno konotacijo, gre pa vendarle za vključevanje na diskurzivni in posledično tudi na družbeni ravni in s tem zagotavljanje diskurzivne in družbene eksistence za vse osebe in to dejansko je politično vprašanje in politična tema. Zdaj, že v socialistični Jugoslaviji lahko prepoznamo določene prakse spolno vključujoče jezikovne rabe, ampak na ravni smernic pa se je začelo s tem vprašanjem intenzivno ukvarjati, se ukvarjamo od leta 1995 dalje, ko sta Igor Žagar in Karmen Milharčič Hladnik oblikovala prve smernice za spolno vključujočo jezikovno rabo, temeljna izhodišča prizadevanj za odpravo seksistične rabe jezika. Tukaj sta se zavzela za enakovredno rabo ženskih in moških spolskih poimenovanj, vpeljala sta tudi nekatere nevtralne rabe in sta sprožila sicer takrat zelo polemično, ampak vendarle javno razpravo o tem vprašanju. Zdaj, o transvključujoči jezikovni rabi se govori in razmišlja nekako v zadnjem desetletju. To je nekako povezano tudi s proliferacijo nebinarne konceptualizacije spola. Seveda v nezahodnih družbah je seveda to že zelo dolgo časa prisotno, v zahodnih družbah pa do tega pride nekje v 90. letih 20. stoletja, pri nas pa nekje v zadnjem desetletju, vse dobro desetletje o tem razmišlja. Hkrati pa so seveda prizadevanja, intenzivnejša prizadevanja za spolno in transspolno vključujočo jezikovno rabo povezana tudi z vpeljevanjem poststrukturalističnih jezikoslovnih pristopov v jezikoslovju, ki jezika ne razumevajo več kot zgolj odraz družbene realnosti, ampak kot konstitutivni element družbene realnosti. Prepoznava se, da je jezik zelo pomembno sredstvo za tvorbo družbenih identitet in pravzaprav tudi zelo pomembno sredstvo za bodisi ohranjanje, reproduciranje ali spodkopavanje družbenih razmerij moči. Zdaj v podčrtaju je na znanstveni ravni prva pisala Nina Perger v članku, ki ga je objavila v Družboslovnih razpravah leta 2016 in v tem članku je tudi podčrtaj predstavila kot učinkovito sredstvo destabilizacije moškocentričnosti in cisnormativnosti v jeziku. Utemeljila je tudi podčrtaj kot učinkovito sredstvo izražanja nebinarnih transspolnih identitet. Medtem ko pa na ravni smernic pa sva se s tem vprašanjem začela midva s kolegom Kernom ukvarjati in sicer sva leta 2017 v okviru znanstvenega članka
možnost jezikovnega izražanja nebinarnih transspolnih identitet v slovenščini, vključila tudi smernice za rabo podčrtaja, ki smo jih potem še v slavistični reviji nekoliko nadgradila in tudi v priročniku, ki je šel lani decembra pri založbi ZRC SAZU, priročnik za integriteto, etiko in enakost spolov v raziskovalnih organizacijah. In kot je povedal Boris, to tudi zdaj še dalje razvijava in nadgrajujeva in do konca leta imava namen še natančnejše in poglobljene smernice izdelati. Zdaj seveda tukaj je prišlo, kot kaže ta slajd, v razumevanju in konceptualizaciji spolno vključujočega jezika, najprej seveda do destabilizacije generičnosti moškega slovničnega spola, potem je bila naslednja stopnja usporedno navajanje oblik za ženski in moški slovnični spol in zdaj smo pa torej v fazi, ko pravzaprav v ta koncept vključujočega jezika vpeljujemo transspolno perspektivo. V slovenščini je torej to podčrtaj. Zdaj v smernicah je bil prvič omenjen leta 2018, v smernicah za spolno občutljivo rabo jezika, ki jih je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, vendar je samo na kratko omenjen, tukaj je tudi zapis iz teh smernic, torej samo za izražanje vključenosti vseh družbenih spolov se uveljavlja podčrtaj, ni pa natančnejše družbene kontekstualizacije in tudi ne smernic, te pa, kot sem rekla, sva v okviru znanstvenih člankov vključila s kolegom Kernom. Zdaj kolega Kern mu bom kar predala besedo, da bo te smernice predstavil, mogoče samo še dve besedi o podčrtaju. Podčrtaj torej je sredstvo, ki omogoča spolno nebinarnim osebam diskurzivno in posledično družbeno eksistenco. In pravzaprav, ker se zapisuje med obliko za ženski in moški slovnični spol, nekako odpira prostor za pluralnost spolov in omogoča mišljenje pluralnosti spolov in nekako simbolno, na simbolni ravni tudi diskurzivno razpira spolni binarizem oziroma spolno binarnost. Ja, zdaj bo kolega Kern predstavil te smernice, tako formalno me vedno nagovarjaš. Skratka, ja, tukaj je nekaj primerov rabe podčrtaja, in sicer torej najprej mogoče ta dilema, ali najprej navajamo moške oblike za slovnični spol ali ženske, torej seveda je oboje možno, pri čemer je nekoliko bolj priporočena raba žensk oblik na prvem mestu, pri čemer za podčrtajem v bistvu navajamo zgolj spremenljivi del, torej navajamo celotne končnice ica, recimo, ampak tisti del, ki se dejansko spremeni, torej recimo pri posameznici, torej ica, podčrtaj k. Izjema so torej primeri, kjer je ženska oblika, torej feminativ tvorjen dejansko iz moške oblike, učitelj, učiteljica, pisatelj, pisateljica, župan, županja, pri čemer bi v bistvu obrnjen vrstni red na nek način skoraj ne bil mogoč, oziroma bi imeli potem žensko obliko in potem podčrtaj. Dilema se mogoče pojavi pri glagolskih oblikah, zlasti tam, kjer prihaja do neke modifikacije, recimo v korenu, kot je primer odšel, odšla je. In v tem primeru torej še vedno za podčrtajem zapišemo zgolj končnico a, ker je nekako intuitivno jasno, zlasti torej govorcem, govorkam slovenščine kot prvega jezika, da je torej ženska oblika odšla. Pogosto se pojavi vprašanje, kaj bi bila ustreznica angleškega they, zaenkrat imamo v slovenščini možnost on, ona, in hkrati seveda tudi vprašanje, kako se izgovarjajo podčrtaji. Dejansko je to zelo legitimno vprašanje. Z Branislavo predlagava v bistvu, da se prebereta obliki za moški oziroma ženski slovnični spol, pri čemer se vmes ne navede veznika in, ki nekako nek subtilen način sugerira, torej da ne gre za dve skupini, ampak da je tukaj neka odprta množica teh skupin. Ko imamo primere, ko gre za supletivno osnovo, lahko tudi pri zaimkih, recimo jo, ga, seveda ne vedemo celotno obliko, ali primer sestra, brat. Zelo hitro se nam lahko zgodi, da je teh podčrtajev v bistvu v besedilu preveč, tudi neka glavni argument nasprotnic podčrtaja, ampak obstaja kar nekaj načinov in že ustaljenih pravil
v slovnici, ki jih lahko apliciramo na aktualne smernice za spolno vključujočo rabo jezika, kot je recimo ujemanje po bližini. Namesto torej, da imamo zdaj moje dobre prijateljice, moji dobri prijatelji, tako pri vseh pridevnikih, samostalniku, vse ustrezne končice oziroma besedotvorna obrazila, lahko upoštevamo torej ujemanje po bližini in se v tem primeru pridevniške oblike naslonijo na prvo samostalniško, torej prijateljice, torej moje dobre prijateljice in potem prijatelji. Tudi tukaj se nekako izkazuje, da je nekoliko bolj ustreznejša ta raba z navajanjem ženskih oblik kot prvih, zaradi tega, ker se potem glagolske oblike, ki navadno sledijo v povedi, naslonijo na to drugo obliko, ki pa je moška. Torej v bistvu se s tem nekako dokaj elegantno izognemo torej kopičanju teh podčrtajev oziroma če torej ostajamo na ravni moške ženskih oblik, na ravni torej teh. Sicer v slovenščini obstaja kar nekaj še takih vprašljivih mest, kot je recimo dvojina in nekaj drugih situacij, ki jih sicer danes ne bova predstavljala, jih bova pa seveda naslovila v teh že zelo dolgo napovedovanih smernicah. Vsekakor je treba strategijo spolno vključujoče rabe dopolnjevati spolno nevtralnim jezikom. Torej gre za rabo sredstev, jezikovnih sredstev, ki nekako niso spolno zaznamovane, kot so recimo besede oseba, osebnost, stranka, vodja, raziskovalna skupnost, stroka, prebivalstvo. Ali recimo raba pridevnika namesto samostalniških določil, recimo skupnost študentov oziroma študentk, študentov, študentska skupnost. Tukaj se tudi pokaže, da je zelo pomemben razmislek tudi, ko se recimo vzpostavljajo neke nove inštitucije, neki novi, kako bi rekel, inštitucije, neke funkcije, da se nekoliko razmisli in se poskuša najti neko nevtralno možnost, ker se potem osebe, ki zasedajo ta mesta, lahko seveda in se izmenjujejo. Potem recimo raba torej posamostaljenje, torej namesto glagolske oblike sestali se bomo v torek, sestanek bo v torek. Mislim, da je to posamostaljenje zelo uporaben način, zelo preverjen tudi v praksi. Lahko tudi izpustimo določene, čisto zares nepotrebne samostalnike, recimo člani komisije so, lahko nadomestimo s komisijo sestavljajo. Ali pa recimo namesto samostalniških oblik priporočamo rabo velevnika, kot je recimo kandidat naj odda vlogo, vlogo oddajte, torej gre za nek neposreden direktni nagovor z velelniško rabo. Nasprotniki podčrtaja zelo pogosto svoja odklonilna stališča argumentirajo, da gre za neko novotarijo, za nek poseg, agresiven poseg, za nekaj tujega, nenavadnega, ampak vidimo, da se jezik dejansko zelo spreminja. Tukaj imamo eno izjavo iz leta 1973, če se ne motim, jo je odkrila Helena Dobrovoljc, mimogrede, in sicer Mitja Skubič zapiše: za sistem je tvorba samostalnikov ženskega spola pri poklicih s pomočjo obrazila ica pravilna, učitelj, učiteljica, zdravnik, zdravnica, torej je pravilna tudi tvorba minister, ministrica, in vendar zveni oblika v ženskem spolu zaradi dvojnega pomena ironično. Torej tako leta 1973, danes je situacija zelo drugačna, mislim, da v besedi ministrica nihče ne bi reagiral, kvečjemu nasprotno bi reagiral, če bi se oseba recimo sama označila ali bi jo označili za ministra, če gre za ministrico. Ja, tako zdaj preden nadaljujem s predstavitvijo še nekaterih spolno vključujočih jezikovnih praks v nekaterih drugih jezikih, bi se navezala zdaj ravno na to zadnjo izjavo, ki kaže tudi na to, potrjuje, kako se percepcija določenih jezikovnih oblik spreminja v družbi. Zdaj Boris je že omenil nasprotovanje, odpor proti podčrtaju, ki jim se pravzaprav dogaja v vseh sferah, čeprav lahko rečemo, podčrtaj dejansko je sredstvo, ki prihaja od spodaj navzgor, začela ga uporabljati transspolna skupnost, od tod se je širil najprej v aktivistične skupine, v del akademske skupnosti, ki se ukvarja s teorijo spola, s queer teorijo in tako naprej. Zdaj pa ugotavljamo, da že preči tudi nekatere druge diskurze, ampak ne pomeni pa to, da obstaja splošen družbeni, tudi nejezikoslovni konsens glede podčrtaja, tudi v jezikoslovju del jezikoslovne srenje nasprotuje podčrtaju.
vprašanju. Zdaj Vojko Gorjanc večkrat navaja, da je kot razlog za nasprotovanje to, da pač je slovenski jezikovno-kulturni prostor izrazito preskriptivno naravnan. Delno pa je razlog tudi v tem, kar je bilo rečeno že prej na simpoziju, da je pač naša družba prevladujoče binarno strukturirana, da nas pa vsem obvladuje binarno mišljenje, da zelo, ta pač trda, rigidna družba sloni na binarnih načelih. In zaradi tega je zelo težko misljiv sploh obstoj, kaj šele legitimnost pluralnosti spolov. Ampak ravno zaradi tega, ker imamo to binarno mišljenje tako ponotranjeno, se pravzaprav tudi ne razumemo, kakšno eksistenčno stisko to osebam, ki nimajo možnosti jezikovnega, diskurzivnega izražanja, dejansko pomeni, kako to pravzaprav prizadeva samo bistvo tega, kar neobhodno te osebe so. Če lahko samo mogoče dopolnim, že v prvih smernicah, in veseli me, da tudi z nami Mirjam Milharič-Kladnik, ki je soavtorica teh prvih smernic, je bil ta problem že izpostavljen, da slovenistična stroka dejansko sploh ne vidi problema, ker je tako zelo močno zakoreninjen moški spol kot nevtralen, ampak zdaj v teh 30 letih se je vendarle spremenilo, da je v jezikoslovni stroki vendarle vedno več in več strokovnjakov, ki se zavzemajo torej tudi za inkluzivno rabo jezika. Ja, drži. Res pa je, da nekateri jezikoslovci, jezikoslovke so še zmeraj mnenja, da ne potrebujemo posebnih sredstev za izražanje spolne nebinarnosti, kar dejansko pomeni zanikovanje obstoja spolno nebinarnih oseb. In dejansko je pač ta nevidni zid binarnih norm družba ves čas postavlja transspolnim in spolno nebinarnim osebam, ampak če pač se nikoli ne zaletimo v ta zid, potem pač enostavno ne razumemo, kakšna eksistenčna stiska to lahko je. No, zdaj pa, da ne bova predolga, bi jaz predstavila še nekaj jezikovnih praks v nekaterih drugih jezikih, zdaj seveda tudi v drugih jezikih iščejo možnosti za izražanje spolne nebinarnosti. To vprašanje v zadnjih letih vse bolj aktualno. In seveda so zdaj razlike pri jezikovnih sredstvih glede na to, ali ima jezik slovnični spol ali ne. Zdaj recimo jeziki, ki nimajo slovničnega spola oziroma izražajo slovnični spol zgolj pri osebnih zaimkih, kot sta recimo angleščina, švedščina, to rešujejo spolno nevtralnimi zaimki, kot sta v angleščini edninski dej in v švedščini hen. Oba sta tudi uslovarjena. Edninski dej že od konca 20. stoletja, tale pa mislim tam 2015 je bil uslovarjen švedski hen, čeprav je ta angleški edninski dej ima že tradicijo, je bil kot spolno nevtralni zaimek uporabljen že v 14. stoletju. Hen pa je neologizem, ki je nastal v 60. letih, bil potem nekaj desetletij vezan na ozke aktivistične in akademske kroge, pa je potem prvič ko je bil uporabljen v pravljici, mislim, da leta 2012, od takrat dalje je bil pač, res je začel prodor, ki je bil pač kar buren, ampak hkrati intenziven, ampak zdaj sta oba zaimka dejansko, kot sem rekla, uslovarjena, pravzaprav se pojavljata v vseh diskurzih in dejansko sta prišla v splošno rabo. V jezikih s slovničnim spolom je seveda to zahtevneje, zaradi načel skladenjskega ujemanja, torej ujemanja besed v samostalniški besedni zvezi, ujemanja glagola in samostalnika. Zato se tukaj iščemo možnosti vstavljanja jezikovnih sredstev med obliki za ženski in moški slovnični spol. Zdaj v nemščini so recimo 3 možnosti, ki so v rabi, to so dvopičje, podčrtaj in zvezdica. Uporabljala se je še torej velika črka na začetku morfema, ki pa je bila prepoznana kot pravopisno neustrezna. In v nemščini so široko uveljavljene te prakse, zlasti bi opozorila na univerzitetno skupnost, ki pravzaprav že zaradi zavedanja te simbolne vloge vpeljuje te prakse in pravzaprav postajajo transvključujoče jezikovne prakse del jezikovnih politik številnih univerz v Avstriji in Nemčiji. Tukaj recimo primer Univerze na Dunaju, ki ima dosledno zvezdico, rabljeno dosledno na svoji spletni strani. Izdelane imajo posamezne univerze tudi smernice za transvključujočo jezikovno rabo in jezikovna politika je večine, torej univerz, da se pač na ravni
komuniciranja na univerzitetni ravni, torej kar ni vezano na osebno komunikacijo, da se uporablja vključujoč jezik. Zdaj, potem so seveda še v nekaterih drugih jezikih s slovničnim spolom, recimo v romanskih jezikih so še nekatere druge možnosti, v francoščini se uveljavlja srednja pika, naprimer. Potem to sem zasledila tudi zdaj nedavno v hrvaščini, ko je bila gostja subverzivnega festivala v Zagrebu aktivistka in feministična teoretičarka Angela Davis, je bila prevedena tudi njena knjiga Freedom is a Constant Struggle in je v prevodu tudi uporabljena ta srednja pika. To sem pač zdaj kot primer navedla za posamezne jezike s slovničnim spolom, tudi v češčini se zaenkrat vezano sicer na posamezne akademske razprave, ampak se omenjata tako zvezdica kot podčrtaj. V različnih rabah recimo, bodisi med polno obliko in obrazilom, bodisi med obema polnima oblikama. Kar se pa tiče same rabe podčrtaja, pa seveda lahko spremljamo tudi različne rabe v različnih skupnostih, recimo Anja Golob sama uporabljanje tudi predlagala rabo, kjer se za samostalnikom, pridevnikom, glagolom zapiše podčrtaj brez tega, da bi podčrtaju sledila oblika za ženski ali oziroma moški slovnični spol. Pa še tudi nekatere druge, tudi transspolna skupnost je potem na družbenih omrežjih podprla ta način rabe podčrtaja, tudi nekatere transspolne ali spolno nebinarne osebe uporabljajo različne tudi inovativne rabe podčrtaja. Zdaj tukaj bi rada rekla, da seveda so vse te oblike legitimne, ampak vendarle, če želimo, da pa podčrtaj vendarle preči res vse diskurze, da pride v splošno rabo, pa vendarle ima več potenciala potem poenotena oblika. Zdaj, nedolgo nazaj se je zgodila zanimiva situacija, torej zmagovalec Evrovizije, pesmi Evrovizije je bil, to je torej švedska pevec, ki se identificira kot nebinarna oseba in kar naenkrat so bili dejansko čisto zares vsi mediji v vseh jezikih pred neko dilemo, kako v bistvu ustrezno opisati to situacijo, da tako rečem. Zanimivo je bilo, ker so te teme se nekako prvič pojavile v nekaterih okoljih in je bilo zelo pomembno, da se je ta diskurs sploh začel. Čeprav je bilo v bistvu mogoče ob tem izraženo ogromno enega, nepoznavanja, strahu, celo agresije in tako naprej, je zelo pomembno, da se je ta diskurs začel. In začel se je tudi razmislek o tem, kako v teh vseh različnih jezikih dejansko tudi najti ustrezne možnosti. Zdaj lahko rečem, recimo, da v slovanskem svetu, ki je dejansko spolno zelo, da tako rečemo, otežen jezik, torej so ti jeziki zelo oteženi, je sicer slovenščina z rabo podčrtajev nekako najbolj progresivna v smislu, da je ta podčrtaj postal najbolj razširjen primerjalno z drugimi slovanskimi jeziki. Kot vemo, jih uporablja kar nekaj izobraževalnih inštitucij, kulturnih inštitucij, tako da je raba vse splošnejša. In tudi to naj je seveda še dodatno spodbudilo, da nadaljujeva z delom na tem področju. Že torej v samem začetku sva sodelovala trans skupnostjo, seveda je to sodelovanje bo potekalo tudi v nadaljevanju, kot vemo, torej nič o manjšinski problematiki brez predstavnik manjšin. Tako da je nekako načrt, da bi tako z njimi kot z osebami, ki so se že ukvarjale s to tematiko in pa s predstavniki različnih, zlasti izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij po Sloveniji, da bi torej našli nek konsens, torej med tistimi, ki se seveda nekako zagovarjamo spolno vključujočo rabo jezika, da bi torej naredili neko spletno varianto teh smernic, ki bi bile splošno, torej zelo, kot se reče, user-friendly oziroma uporabniku prijazne in ki bi imele nek potencial, da bi torej to strategijo še dodatno razširile.
Ja, tako mogoče jaz bi samo dodala še, torej tako kot smo pravzaprav pri rabi transvključujočega jezika res najbolj progresivni med slovanskimi jeziki, tudi pri kvir jezikoslovju lahko rečem, da je slovenščina med najbolj progresivnimi slovanskimi jeziki. Vojko Gorjanc je začel vpeljevati to jezikoslovno paradigmo v slovenski prostor. Dejansko v mednarodnem prostoru se je začela razvijati v 90-ih letih 20. stoletja. V slovenskem prostoru pa že dobrih 10 let obstaja, sicer posamezniki, ampak vendarle se vključuje enakovredno v mednarodni prostor tudi z izvirnim prispevkom v gradivu in pristopih. S tem v bistvu čisto zares zaključujeva. Zelo bova vesela kakšnega odziva že zdaj, seveda pa sva dostopna tudi po vseh možnih kanalih. Tako da hvala lepa. A bi mogoče lahko predlagali več enakovrednih rešitev? Recimo prva Podčrtaj, druga, ki jo jaz najrajši uporabljam, je strokovnjakinje in strokovnjaki, učiteljice in učitelji so debatirali. Ne, tako da obe obliki uporabljam in potem sledi moška slovnična oblika, ker z ženskim samostalnikom začnem. Kaj menite o tej rešitvi? Pač ta možnost je seveda legitimna, je eden od načinov spolno vključujoče rabe jezika, vendar ostaja v tem binarnem sistemu, ne? Torej nekako ne eksplicitno nagovarja nebinarno trans skupnost. Tako da, kot sva tudi prikazala pri tistem grafu, ne, da imamo od neke destabilizacije moškega spola kot neutralnega, naslednja stopnja navajanje moških in ženskih slovničnih oblik in potem iskanje nekih trans vključujočih rešitev. Seveda pa se mi zdi, da se oba zavedava, da se tudi zavzemava, da stvar ostane na ravni priporočil, smernic, seveda si pa vsaka oseba sama izbere tisto, kar se zdi ustrezno oziroma v dani situaciji ustrezno. Jaz bi pa prosila za vajin komentar k enemu od očitkov jezikoslovk ali jezikoslovcev, da je ta rešitev s podčrtaji še nedomišljena, težko uporabljiva, skratka, da bi bila potrebna dodelave in neke boljše variante. Jaz mislim, da bi bila stvar nedomišljena, ne drži, ne? Torej, kot rečeno, nekaj prispevkov na to temo je bilo že napisano, neke smernice, čeprav znotraj znanstvenih prispevkov so bile že objavljene. Vsekakor so pa tukaj še odprta mesta za izboljšave, ki jih bomo seveda tudi v nadaljevanju se jih lotili. Zdaj to je lahko zelo v bistvu en tak izgovor, ki pa ne nujno, da je čisto pač utemeljen. Zdaj, jaz mislim, da je v jeziku marsikaj možno, tudi sam zdaj že ne vem, skoraj 10 let uporabljam podčrtaje, ki jih vedno kombiniram s spolno nevtralnim jezikom. In v jeziku se marsikaj da. Ne? Povedati na različne načine, se izogniti nekateri možnosti, da ne pride do kopičenja. To pa res zahteva od uporabnikov jezika določeno znanje in pa suverenost, se mi zdi, v iskanju teh rešitev. Ne? Zdi se mi, da je to zelo pomembno, da smo v jeziku suvereni, da v bistvu s tem lažje najdemo neke te rešitve. Če smem sam še to dodati, da prav na naši komisiji za etiko, integriteto in enake možnosti ZRC SAZU smo zelo veliko časa posvetili točno temu, torej iskanju teh rešitev, ki nam nekako sploh ne padajo najprej na pamet, ker smo tako zelo navajeni pač uporabljati to spolno binarne oblike, ampak obstajajo v slovenskem jeziku in se da zelo lepo rešiti tudi brez podčrtajev marsikaj. In se mi zdi, da bi bilo zelo fino, če bi v tem priročniku ali kar pripravljata, mogoče čim več teh primerov ponudila, kajti s tem zares naredimo tudi besedila, bom rekla, lepa.
Ja, absolutno se strinjava. Pravzaprav neutemeljen očitek je res lahko, da pač se besedilo nasiči, prenakopiči s podčrtaji, da je potem težje berljivo. Če jih nepremišljeno uporabljamo, je to res, zaradi tega pa ravno mi, ki se zavzemamo za spolno vključujočo jezikovno rabo, zmeraj poudarjamo kombinacijo s spolno nevtralnim jezikom in to je res področje, ki ga še posebej intenzivno z Borisom razvijava. Ja. In tudi bova na podlagi različnih tudi primerov besedil, različnih institucij potem iskala nevtralne rešitve, ker zelo veliko se da. Zdaj, da bi čisto nevtralno pisali, mislim, da se ne da v slovenščini, ampak zelo veliko pa se da. Skratka, veliko večino besedil se da napisati na ta način, da je pač res raba podčrtajev taka, da besedilo ostane popolnoma berljivo. Se mi pa zdi, da se je situacija vendar v zadnjih letih toliko spremenila, ne? Zlasti raziskovalci, ki delujejo tudi v pedagoških inštitucijah. Se mi zdi, da se zdaj vsakoletno srečujejo z določenim številom nebinarnih študentov, ne, in vsako leto sprašujejo, kako naslavljati, kaj narediti, kako v bistvu zagotoviti neko varno okolje, da se bo oseba sploh počutila varno, da bo lahko izrazila svojo spolno identiteto. Tako da se mi zdi, da je vsaj zavest pri najnih pedagoških kolegicah vendarle vsaj deloma obstaja. Pogosto pa se da te nasprotnike, torej se nekako vrže žogica nazaj, kaj torej predlagate? Ne? In zelo pogosto ni nobenega predloga. Ne? Zdaj, če pa samo zatrdimo, da je stvar neustrezna in da ni nobenih možnih rešitev ali celo nekateri bolj radikalni, da ne obstaja sploh potreba, tukaj pa v bistvu potem dejansko lahko že govorimo o eni zelo odkriti transfobiji, ker se zanika dejansko obstoj skupnosti. Jaz imam eno vprašanje, najprej bi pa samo to komentirala, da dejansko, ja, tako kot je rekel Boris, z jezikom se da marsikaj narediti in tudi mogoče se da celo izogniti tem podčrtajem, zaradi katerih hitro postane besedilo preobloženo in sicer ne na ravni tega vsakdanjega, mislim pač sporočevalskih besedil, ampak sprašujem za literaturo, za leposlovje. A te smernice veljajo tudi za to, ali imate mogoče kakšen pregled nad slovenskim leposlovjem, koliko avtorjev, avtoric se že drži tega? Za prevodno leposlovje vemo, da je to zdaj vsaj ta zadnja od Katje Zakrajšek, ki je bila tudi nagrajena, je izstopa v tem, ampak kaj pa izvirno leposlovje? Ja, no pa se je tudi prevodno, ker podčrtaj je pravzaprav neko pri prevajanju, ko mi prevajamo ta edninski dej. Recimo mi moramo imeti sredstvo, to je edino sredstvo, ki pomeni, da ne naredimo, mislim, da ustrezno prevedemo, je podčrtaj, sicer naredimo prevodno napako, če uporabljamo recimo on ali karkoli drugega. Tako da že v bistvu s vidika prevodnih rešitev pač mi moramo imeti možnosti tega jezikovnega izražanja. Zdaj, te smernice seveda so samo priporočilo, kar pa se tiče, koliko imava pregleda nad literaturo, ja, Vesna Lipovnik recimo uporablja v svoji poeziji podčrtaj, potem Anja Radaljac, ona kombinira sicer različne oblike, tudi z dvopiči, pa še tudi neke svoje inovativne oblike vpeljuje. Se pa, ko se pogovarjamo, se strinjajo, da nekako na ravni splošnega družbenega sporazumevanja, da je smiselno, da je mogoče pač res ena oblika, ker je pač res več možnosti, da jo sprejme širša javnost, medtem ko literatura pa seveda več možnosti kreativnosti dopušča in se to tudi potem v literaturi uresničuje. Zgodila se ena sprememba, še pred leti so v bistvu obstajala dela, ki so bile črtno napisana v nekem nevtralnem jeziku, kjer ni bilo jasno, torej ni bilo moč razbrati spolne identitete te prvoosebnega pripovedovalca, pripovedovalke. Zdaj v bistvu v teh zadnjih letih oziroma v zadnjem desetletju so nekateri zlasti slovanski jeziki dobili možnost, da torej, ker se je dogajalo, da so recimo potem prevajalci spraševali te avtorice, ni možno v naših jezikih v bistvu napisati literarno besedilo, ki bi bilo v celoti spolno nevtralno, in se je potem dogajalo, da so se morali potem te osebe same odločiti in prepisati nov spol, novo spolno identiteto svojim literarnim junakom oziroma junakinjam, in to se je v bistvu že spremenilo. Jaz sem se ravnokar vrnil iz prevajalskega simpozija na Poljskem, kjer smo tudi te teme omenjali, in predaval nam je tudi en zelo eminenten predavatelj, torej profesor sodobne poljske literature,
ne, ki je tudi seznanil, da je vedno več tudi nebinarnih avtoric, avtorjev v poljski literaturi, tako da v bistvu se je res situacija v zadnjih desetletjih zelo spremenila, no, tako da bo tudi vprašanje in tako pri prevajanju, kot v bistvu v neprevodnih besedilih je to zelo veliko vprašanje. Ja. Zdravo. Mogoče malo kompleksnejše vprašanje. Na eni točki ste omenili, da bi bilo zelo dobro imeti, kljub temu, da v skupnosti uporabljamo zelo različne načine spolno vključujočega jezika, da bi bilo smiselno imeti eno poenoteno smer. Mogoče pa naša izkušnja s skupnostmi je ravno nasprotno. Kar opažam, delam v transakciji in kar opažam, je v resnici ena zelo velika pluralnost uporabe jezika zase, za druge, kako ljudje pristopajo in pristopamo k temu, kako uporabljati nevtralen ali pa spolno vključujoč jezik. So osebe, ki uporabljajo črko na koncu, dosti pogosto je zadnje čase zaradi anarha feministk X, recimo, odprt počrtaj je že nekaj časa, tako je Anja Golob predlagala, tudi pri nas že nekaj časa v uporabi. In ob vsem tem, skratka, se mi poraja razmislek, nebinarne identitete kot take imamo zelo velik problem, zato ker se v osnovi definiramo v razmerju do binarne družbe. In binarna družba pa je vse kaj drugega tudi kot samo binarnost. Dosti krat, ko pride do nivoja jezika, pomeni eno zelo močno tendenco k kategorizaciji in po drugi strani zelo močno tendenco k konsistenci te kategorizacije. Spomnim me na to, kakšne izkušnje imam sam, vsakeč, ko dam izjavo za kak medij in potem me vprašajo, kako naj vas navajamo in potem rečem, če je možno, mešajte zaimke za mene in to nikoli ne gre. In zelo hočejo, da se o meni govori v isti slovnični obliki, če že, in če že pridemo do podčrtaja, kar je v neskladju z mojo identiteto, v resnici kot tako. Jaz za sebe uporabljam mešane zaimke. Nina Perger pred časom je pisala o Ljubi Prener, mislim, da je šlo za Slavne neznane, biografija, kjer je tudi sama uporabila mešano rabo zaimkov zanj. Pa me v resnici mogoče malo bolj kot odprto vprašanje zanima, kaj pa razmišljate o nekem izzivu te norme, se pravi izzivu tega nekega nošnja, da mora obstajati ena oblika za nebinarne osebe, ki je hkrati enaka kot pa splošna oblika za spolno vključujoč jezik, ker na eni taki zelo širši ravni ta sam pristop mogoče kategorizira nebinarnost kot tretji spol, kar pa razen v pravu, kjer obstaja tretji spolni marker, če obstaja, ni zares tak, sam kot nek razmislek. Ja, seveda, se mi dva dejansko razmišljava o tem, ker tudi poznava te različne rabe. Meni absolutno pluralnost teh rab dejansko dojemam kot bogatstvo jezika, kot prednost, ne pa kot slabost. In se mi zdi absolutno tudi nujno, da ostanejo. In kot pravim, absolutno so legitimne. Jaz samo pravim, da če želimo, da res preči te ključne diskurze, kot je medijski diskurs, recimo, da to sprejmejo posamezne inštitucije kot svojo jezikovno politiko, da pač ima več potencijala, da to gre skozi, če je pač ne potem ena oblika, ki jo potem predlagamo. Ne. Zagotovo pa je to še zelo diskutabilno in absolutno mi dva, ko bova pač še dodelovala te smernice, bova absolutno se povezala še s transspolno skupnostjo. Se tudi v začetku sva se, ne, ko sva oblikovala te prve smernice na začetku, absolutno se bova še potem, ne, in absolutno mislim, da je to diskutabilno. Ja. So pa to lahko zelo različne rabe, ne? Mislim, se ni nujno, da gre za poenotenost v vseh možnih okoljih, da je raba povsod poenotena, ne? Se mi pa zdi, da smo v bistvu precej na začetku, ne? Da se mi zdi, da bi bil dosežek že to, če bi v bistvu te naše inkluzivne rabe sprejeli kot legitimne in jih sploh uvrstili recimo v medije, ne? Vsak, ko pišemo te besede tedna, vsakeč znova bijem bitko z delom, da bi pač napisali, uporabili podčrtaje in jih potem zbrišajo, zgodili se je potem tudi ob tem naredijo napako in potem pride do nekega zatipka.
ker kot avtor izpade skoraj pol pisma, da neko tako kratko besedilo naredi z napakami. Skratka, zdi se mi, da bi v bistvu nek korak zaenkrat bil že ta, da bi v bistvu te različne strategije prepoznali kot legitimne in jih v bistvu v taki obliki tudi objavljali. Hvala, se opravičujem, mogla bi začeti z disclaimerjem, da absolutno pozdravljam delo in podčrtajem vse, mogoče je bilo res bolj splošno vprašanje, kako se tega lotiti, ne? Ker Ja, to je mogoče še bolj zasidrano v jeziku, da mora obstajati ena poenotena Ampak ne, da mora obstajati v jeziku, Ja. ne, čist super je, da ne, samo ko pač govorimo o sprejemanju neke jezikovne Tako. politike določene institucije, takrat pa pač moramo Ja. predlagati eno obliko, zdaj pač o tem. Je pa ta binarizem zelo zasidran, vse Ja. govorke, govorce, ne? Ljudje si želijo ene možnosti, niso vajeni na to pluralnost v jeziku. In čisto res, ne, če sem lahko malo iskren, to je čisto vse nas zelo usidrano, ne? Jaz se spomnim, ko sem se sam učil znakovnega jezika, ne, in so potem pokazali več različnih kretanj za isto, no, ampak dajte mi povedati, katera je zdaj ta, ne, ta prava. Ne? Tako da to je zelo zasidrano v nas in si moramo to priznati. Ne? Jaz bi k razpravi mogoče dodala tudi ta premislek, da ne vem, koliko to velja za slovenščino, ampak sigurno velja za srbščino in Tanja Petrovič je o tem tudi napisala knjigo, kako je ta ideja ali oziroma ideal jezikovnega čistunstva v bistvu ima močno neko razredno dimenzijo oziroma je sredstvo za razredno diversifikacijo, za legitimizacijo razrednih razlik na način, da se pač nepravilen govor dojema ne samo kot znak neizobraženosti, ampak celo neke nemoralnosti, v bistvu na več načinov marginalizira osebo in da posebej določeni dialekti so na podoben način delegitimizirani kot nizka kultura, izraz nizke kulture. In se mi zdi, da potem da je skozi to prizmo treba mogoče razumeti tudi te zadržke ali previdnosti okrog tega, kaj je pravilno, kaj ni pravilno, ker posebej mi, ki imamo dr pred imenom, nikakor ne smemo izpasti neizobraženi ali naše izražanje mora biti na zelo visokem nivoju in to je način diversificiranja. In tudi slovenski nacionalizem se kaže skozi jezik, skozi v bistvu to zelo striktno rabo jezika in performiranje te striktnosti je tudi performiranje pripadnosti oziroma nepripadnosti nacionalni skupnosti. In se mi zdi, da se to vprašanje, ki je splošno, križa s tem vprašanjem spolno vključujoče rabe jezika na dve načine. Po eni strani ta pluralnost, ki jo v bistvu mi vsi tukaj slavimo, tako jezikovna kot družbena, je v bistvu nezaželena in nasplošno nezaželena, ampak je tudi zasidrana v tem, mora obstajati pravila, kaj je pravilno, da bi vedeli, kaj je nepravilno. In ne morejo zdaj 5 različnih stvari biti istočasno pravilne. To je nekako ruši to idejo o eni pravilnosti in njeni superiornosti določenega jezikovnega izražanja. In po drugi strani pol se to seveda kaže tudi na tem, do katere mere in kako standardizirati nove rabe, kot so podčrtaj. In absolutno se meni tudi zdi nujno imeti neke vrste smernic, magar zaradi teh ljudi, ki pridejo do nas in rečejo, ok, mi bi zdaj na naši fakulteti radi začeli to uporabljati, ampak v bistvu nihče ni ziher kako in pol se nihče ne upa. In zaradi tega super je, da imamo smernice na 5 straneh, this is how you do it for dummies. In v tem smislu zelo, v bistvu jaz ne vidim, to mi se zdi kot napad problema z 2 strani, ampak zdaj sem dodala ta razredni premislek in samo to sem še hotela dodati, smernice, ki ste jih pripravila Branislava in Boris, ki so posebej primerne za
Raziskovalne organizacije se nahajajo v priročniku, ki je tam na mizi in sva ga uredila z Rokom Benčinom in je cel namenjen integriteti, etiki in enakosti spolov v akademskih organizacijah. Tudi za to sodelovanje se zahvaljujem. Bi ti kaj dodala k temu? Še kakšno vprašanje, komentar? Jaz mogoče bi samo to še dodala, kako je recimo pri tem vprašanju res pomembno sodelovanje s transspolno skupnostjo, pravzaprav nujno in neobhodno, kajti ravno si rekel, mi, ki imamo DR spredaj, pač res se v akademskem prostoru premalo zavedamo ali pa se nočemo zavedati, koliko vedenja obstaja tudi zunaj akademskega prostora, koliko epistemologij, in pravzaprav mi bi morali govoriti, kaj prav, da bi različne družbene skupine počele in uporabljale, ampak se mi tudi učiti in sprejemati določene vednosti in vedenja iz družbenih gibanj in tako naprej v akademski prostor. Dobro, če ne bi bilo to, zelo lepo vabljeni zvečer ob 7 na predstavo Tatovi podob tukaj v Atriju, tako da upam, da se še vidimo in pa hvala za vso podporo in vašo prisotnost.